V teh dneh smo od prostovoljnih gasilcev velikokrat slišali, da jih delodajalci ne radi spuščajo na reševalne akcije, češ da si ne morejo privoščiti izpada dohodka. Zaenkrat je pa tako, da moramo kar sami dati dopust ali ure. Zato opozorilo gasilcev, lahko se zgodi, da nas bo na akcijah vedno manj. Prostovoljni gasilec, bomo vsi odzadnji družine in tako naprej, tako da tudi na to moramo pomisliti, in da še vedno kruh nam daje službe, ne gasilci. Državni uradniki se težav delodajalcev zavedajo. Mogoče jim v delovnem procesu pač zmanjka človek, namreč za tekočim trakom ga pač ne more nadomestiti. Kljub temu sporočajo, delodajalci lahko po zakonu od države ali občine zahtevajo nadomestilo plače svojega zaposlenega z vsemi davki in prispevki vred, če je ta kot prostovoljni gasilec zapustil delovno mesto in šel reševati ljudi. Zdaj smo namesto gasilcev gozdarji. Kaj je voda, smo skoraj po ta plači. Kaj pa ogenj, smo pa gasilci. Se pravi, 3 v 1. Delodajalec je upravičen tudi do povračila izpada dohodka in sicer v višini 20% nadomestila plače zaposlenega. Pripravlja pa se še zakonski predlog za spodbujanje zaposlovanja prostovoljnih gasilcev, denimo z davčnimi olajšavami. Tukaj je treba razumeti, da tudi delodajalci, tako kot v primerljivih državah, bodo morali imeti nekakšne stimulacije, da bodo zainteresirani zaposlovati gasilce in ponosni, da ga imajo v svojih vrstah. V Postojni, kjer je bilo na delu vsak dan okoli 190 gasilcev, zagotavljajo, da bodo vsem delodajalcem, ki bodo to zahtevali, denar za prostovoljce povrnili v 30 dneh. To pri nas funkcionira že dolgo let in to dobro funkcionira. Nihče ni ostal brez zaslužka, ki si ga je pošteno prigaral. In tudi tokrat bo tako. Točno tako, nič drugače. Delodajalci pa niso edini trn v peti gasilcev. Mnogi so se v teh dneh pridušali tudi na državo, ki da namenja premalo sredstev za zaščitno opremo gasilcev. To ne drži, so odločni na Gasilski zvezi. Sredstev je kvečjemu več. Če jih je bilo lani za 4,5 milijona evrov, jih je letos za dober milijon več.